ko si enkrat najboljši, so ti odprta vsa vrata. In ko stopiš skozi ta vrata, nimaš samo občutka, da si dobrodošel, ampak da so vsi čakali samo še tebe. In da se zdaj lahko začne. Karkoli se že pač mora začeti. Ljudje so radi blizu tistim, ki jih imajo za najboljše. Na koncu dneva se vrnejo domov, svojo zgodbo v srečanju delijo z ženo, otroki, naslednji dan s prijatelji v službi. Postanejo nekak center pozornosti. Ampak kaj sploh pomeni biti najboljši? Nogometaš, recimo. Za mene, ki sem malo starejša generacija, je najboljši Pelé, recimo za mojega sina Ronaldinho, za mojega vnuka, ki je star 10 let, pa recimo Messi, Neymar ali pa Mbappé, vseeno. Vsak ima drugačna merila, ampak to sploh ni važno. Pa saj, ti to veš, pa ne? Ja, vsak si želi biti najboljši v tistem, kar počne v življenju, ko ugotovi, zakaj se je rodil in potem na poti do cilja, da postane najboljši, dejansko žrtvuje vse in napravi vse za to, da doseže ta status. Status najboljšega je dokaj odgovorna zadeva, ker tako kot si povedal, si izpostavljen očem javnosti in ko ga dosežeš, moraš živeti z njim. Najboljši se nikoli ne more ustaviti. Ali to, ali pa neha biti najboljši. Tako je. To je, bom rekel, da je to tako kot voda. Dokler teče, je bistra, ko se pa ustavi, pa ostane kalna. Ja, to je tista ravno, jaz pravim, te emocije. Danes se spremljajo te zgodbe z 10, 20, 30. Champions League se snema za 50 kamerami. Danes ne uide več nič. In tista iskrena emocija, tista iskrenost veselja ali pa tudi žalosti, tisto mislim, da danes naredi prevesi tehnico najboljšega, a res najboljšega, ali pa tistega najboljšega, ki je produkt neke kampanje. Danes vse več ne veš, kaj je zaigrano, kaj je res. Ja. Ko si najboljši, zato si najboljši. In teme danes zelo hitro razkrinkajo, če si naučen, če glumiš po domače. In vse ti najboljši potem se pokažejo tudi tisti človeški luči, ne pa samo v svojo žarometov pred 50 kamerami, pred 100 000 ljudmi. Včasih pa se človeku v življenju tudi kaj zalomi, se kaj spremeni. Bom rekel, da uklep poči in potem se pokaže človek v vsej svoji radljivosti, krval je pod kožo, kaj pa drugega, ne? No, vse zadnje smo mi vsi samo krvavi pod kožo, ne? Jaz bi lahko rekel, da sem tudi sam občutil na svoji koži, kaj pomeni prideti čist na vrh. Kot vsi vejo, se mi je zgodil ta nelagoden dogodek, ampak to me je samo ojačalo. In jaz mislim, da sem sploh v zadnjih letih se veliko iz tega naučil, kako pomagati. To mi je dalo neko svojo... Jaz sem se zadovoljil s temu, da lahko pomagam drugim, ne da bi oni rekli, da sem jaz najboljši. Ja, to je zagotovo neka danost, neko darilo z neba, božja iskra, bi jaz temu rekel. No, vse na vseh področjih enako, ampak zdaj, ko te obsije to, se mi zdi, da je važno, da to neguješ, da čutiš neko odgovornost do tega. Se mi zdi, da brez tega hitro nehaš biti najboljši, kaj povem. Jaz mislim, da je to vse skupaj povezan. Ne moreš samo eno stvar izpostaviti v tem trenutku. Kot sem že omenil, treba to iskati, ta dar. In če sam pri sebi ne odkriješ to, kar ti je nekdo dal, nekdo bi rekel, to se rodiš vsak. In če ti tega ne izkoriščaš maksimalno in da sam pri sebi ne odkriješ tega, mislim, da boš težko uspel v kjerkoli poklicu. Si bi da
es l'amour de ma vie, tu es l'amour de ma vie, tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie, tu es l'amour de ma vie. Ko tu es se zaveš, da l'amour si de ma vie. najboljši, mene predvsem preplaven adrenalin, olajšanje, zadovoljstvo in to gre takrat vse skozi tvojo dušo oziroma skozi možgane, skozi telo in ogromno energije se sprosti in to je, si rečeš, zato se splača delati, za te občutke. Predstavljajmo si, saj so nam vsem dovoljene sanje, da dobi vsak človek na svetu možnost, da razvije svoj talent. To bi bilo krasno. Da dobi vsak šanso za svoj veliki gol.